počasen. Ne. Kako si pa izbirala te destinacije in ta mesta, kjer se boš ustavljala? Kar tako. Si imela kakšen dober vodnik? Imela sem Let's Go. Aha, Let's Go. A je boljši kot tale, po tvojih izkušnjah? Tega le premalo poznam, da bi lahko sodila, ampak Let's Go je bil zelo v redu. No. Za cele ZDA? Ja, mislim, vsi podatki so držali, vse telefonske, celo cene prednočevanja v hostlih pa tako, no. Tako da, ja, odločila sem se, kaj bom šla obiskati najprej tako, da sem šla obiskati ene par prijateljev, pa še ene par žlahte sem imela, potem sem imela pa eno super prijatelj. Ne. Zraven Los Angelesa. Eno prijateljico imam, nekaj ona pol telefonirala vsem prijateljicam po ZDA, da je ena prijateljica iz Evrope in da naj jo sprejmejo in pa so mi ful gostili ti Američani, no. Ja, potem si več ali manj na domovih preživljala čas. Tako, no, še kar nekaj sem imela takih domorodcev, ja. Pa so bili kar prijazni? Izredno. Super so. Ja? Ja. Koliko dni si recimo ostala na enem mestu? Poprečno? Odvisno, koliko je za videti, ampak... En dan, 2, 3? Ne, 3 recimo, no. Ja, čisto odvisno. In so že kar vedele za te in pač si lahko našla potem postaje recimo do njih? Ponavadi, ja, čeprav zame je bilo to nekaj novega, da je ta železniška postaja vedno zunaj mesta. Jaz sem imela zmer pač to evropsko varianto, da to je v centru in potem imaš bus nekam naprej. Tako da je bilo treba malo pokombinirati, ampak ne vem, meni je blazno všeč bilo v Ameriki, ki je toliko variant za zastonj, ne. In zastonj telefoniraš tja, ne zbiraš tistih kovancev ali ne vem kaj. Amtrak, mislim, ta družba ti marsikaj uredi, ne. Tako da zelo praktično se mi je zdelo vseeno, zelo easy. Ja, ker sam imam precej grenke izkušnje s temi vlaki. Ne vem, koliko avtobusov sem moral zamenjati, da sem prišel končno do prave postaje. Pa še precej dragi so, če kupuješ sproti vozovnice. No, tole Amtrak se pa verjetno kar izplača na vse zadnje. Ja, zato se je super splačalo, da bi pa posamezno kupovala, te pa drago pride, ja, kar. Kakšna je bila pa kaj pot? Si imela kakšne sitnosti, kakšne zabavne za take dogodke? Dogodkov je poln, seveda, ampak nič tako blazno, ne vem, posebenega. Nevarnosti nobenih? Ne, mislim, da ne. Si šla kdaj v kakšne sumljive dele mesta, recimo črnske gete? Ja, malo sem šla pogledati. Ja, v Chicagu je severni del tak, da so sam črnci, pa sva se enkrat z enim prijateljem zapeljala z motorjem tja, ne. Pa je bilo res zelo zoprn. Vsi sami črnci, ki te tako v gručah stojijo, pa tako te sovražno gledajo. Ampak ne vem, nič ni bilo, nič se ni zgodilo. Se je počutila napetost tudi sicer med belci pa črnci, ne. To je bilo zame tudi nekaj novega. Belci so meni vedno razlagali, kako so črnci zaščiteni, da imajo več pravic, da se veliko lažje vpišejo na fakulteto in da to res ni fair. Črnci se pa skozi pritožujejo, črnci so imeli pa svoje variante, ne. Tako da, hecen. Kolikor se vsi trudijo, da ne bi bilo rasizma, ga je še kar dosti, ne? V bistvu je, ja. Mislim, če en tak turist, kakor sem bila jaz, to lahko upas, pa je verjetno kar, ja. Ja, jaz imam tudi to izkušnjo, ja. Edino Brazilija se mi je zdela taka, da je bilo res zelo malo rasizma. No in kaj recimo bi zdaj najbolj priporočila, kateri konec Amerike je najbolj zanimiv recimo za kakšnega popotnika? Se vem, da je težko vprašanje, meni zmeraj težijo s takimi vprašanji, danes bom pa jaz tebi. V redu, izvoli. Ja, meni je bilo blazno všeč tukaj na Key West na Floridi, ne, tlele čist na jugu, ne, tudi Miami, ne, tako, ne vem, prijetno podnebje je, pa taka v redu atmosfera, pa zelo lepa obala je, pa Key West mi je bil pa všeč zato, ker je tak bolj majhen kraj in je v bistvu ena glavna ulica in se potem vsi skozi srečujemo, ne, taka družinska scena malo, no. To mi je bilo všeč v Seattlu, mi je bilo pa tudi všeč, to je po diagonali gor na severozahodu. Tiste je bilo pa tako, da je skozi malo dežval, pa tako tak čuden feeling, ampak ljudje so še bolj sproščeni, se mi zdi zelo odprti, no. Vse je tako nekako urejeno, zelo dobro, no. Kakšne nacionalne parke si šla pogledati? Ja, sem kar nekaj, tam v Coloradu pa v Utah, ne. Arches, Grand Canyon, Mesa Verde, tako nekaj sem jih videla. Kateri se ti zdi, recimo, najboljši? Arches. Arches. Mislim, da večini Slovencev tudi. A ja? Samo rada bi opozorila, da mi je bilo blazno... Kaj recimo tam zanimivega? Ja, te skalne skulpture, pa ta okna, pa loki, pa lahko kar tako malo plezaš tam okrog, to je fajn, ne. Sicer je dobro imeti zemljevid, ne, tako da se ne zgubiš, ker področje je ogromno, ne. To ni narodni park kot Triglavski, ker relativno je majhen. Arč pomeni obok, ne? Ja. Izjemno veliko teh skulptur, ki so nastale z erozijo, res zanimivo in blazno lepo in v vsakem delu dneva malo drugače te sence padajo in tako različne skulpture si lahko predstavljaš, kaj vse pomeni in tako. Luškan, zelo. Potovala si pa kar sama?
Ja, to je bila pa tudi super izkušnja, to vsakmu priporočam. Mogoče mi je bilo glih to najbolj všeč na potovanju, no, ta občutek totalne svobode, da se ni treba prilagajati nikomur, zadnji moment se odločaš, kaj bi, ne. Tako neobremenjeno, no. Pa nisi imela nikoli, recimo preden si šla, nisi imela treme, strahu zaradi tega, ker boš sama? Nisem vedela, kako bo, ne. Saj na začetku mi ni bilo preveč udobno, ampak pol, ko sem se navadila, pa ko sem videla, da stvari izjemno dobro funkcionirajo in da se vse da organizirati, no, pa sploh ne, super. Skratka, priporočaš, ker namreč vedno slišim, ja, kje bo ženska sama šla po Ameriko, tam je nevaren, pa ne vem kaj še. Pa ne za tega govori na televiziji, seveda ne, sploh ne, to je super, pejte. Ravno to hočem povedati, ja. Zdaj bojo pa eno posilili, potem bo pa midva kriva. Upam, da ne. No, upam, da ne bojo nikogar zaklali. Zdaj gremo pa še malo v vizijo.